Slovenski ljudski pregovori pravijo: godec dela ohcet, godec drži pokonci vso družbo, godec je samo za gobec. Vsekakor je imel godec že stoletja pomembno vlogo v življenju vsakega človeka, če ne prej, vsaj ob vstopu v zakonski stan. Z godci so povezane prenekatere šege in navade. Brez godcev ni nobenega pravega veselja in godec je del slovenskega pogleda na svet. Ivan Sivec. Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji produkciji Nika Kobala iz Glasbene šole Lipičnik. Naj ponovno spregovori glasba. Po vsem znani Avsenikovi melodiji Na avtocesti prisluhnimo še nekaj Avsenikovim. In sicer valčku Cvetoči lokvan, polki Za kratek čas, nato pa ste vabljeni, da z nami zapojete naslovnico nocojšnjega dogodka. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je cvet, kje lepše je kot doma. Besedilo Marjan Stare, na odru pa Nik Kobal s prijatelji.
še lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, pregričev dolin gora, daljavi še modro morje vzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Lara Šonc, Hana Gros, Sara Božič. Z naslednjo skladbo pa se bo predstavil prav tako domačin in zelo nadarjen mlad glasbenik Aljaž Grandovec s solo kitaro in skladbo Jožeta Potrebuješ s kitaro po Stari Ljubljani. Na ritem kitari pa ga bo zamenjal Patrik Jarc.
Matej Pekol s harmoniko ustvarja že 19 let. Svojo glasbeno pot je zastavil v glasbeni šoli Trebnje, po končani nižji stopnji pa je začel ustvarjati sam. Danes svoje znanje z veseljem predaja mlajšim. Poslušalce navdušuje z drugačnimi ritmi in drugačnimi zvrstmi glasbe, ter tako uporabnost diatonične harmonike širi od ljudske in narodno-zabavne glasbe tudi k drugim glasbenim slogom. Slišali boste venček francoskih valčkov, v originalu za klavir in klavirsko harmoniko avtorja Jana Tjersena, potem pa še rock venček nam vseh poznanih rock komadov.
Prve ure je Nik v glasbeni šoli Lipičnik obiskoval skupaj s starši. Kaj ti ni želel biti sam z učiteljico? S časom se je prisotnost staršev podaljšala na hodnik, kasneje na avlo in po nekaj mesecih sta z njegovo prvo učiteljico, Majo Bahor, že zmogla sama. Prvi 2 leti je igranje harmonike dopolnjeval še s poukom električnih klaviatur. Že v vrtcu pa je na synthesizer zaigral in zraven zapel skladbo En hud pesjan je živel. Pri 6 letih je svoj prvi javni nastop na koncertu ansambla Azalea zaigral je Slakovo pesem V dolini tihi. Za vajo ga nikoli ni bilo potrebno siliti ali spodbujati, morda malo le takrat, ko so bile na učnem programu lestvice, tehnične vaje in etide. Tudi nad suhoparno teorijo ni bil posebno navdušen, kar pomeni, da je s tabo, Nik, vse v redu. Ker tako je pač pri vseh, tudi z mano je bilo tako. Pri naslednjih 3 skladbah bomo slišali elektronsko spremljavo, ki je vgrajena v Nikovo harmoniko. Gre za znanje in tehnologijo mengeškega podjetja Toter Midi. Vsaka tipka na harmoniki, in teh je 120 na basovskem delu ter 41 na diskantu, je opremljena s senzorjem, vse skupaj pa je povezano s synthesizerskim modulom. Kar naprej, Cirkus Rens in v galop v izvedbi one-man banda Nika Kobala.
Bolj kot so godci igrali, bolj so ljudje plesali. In tudi nocoj z nami člani folklornega društva Kres, ki je bilo ustanovljeno v Novem mestu 21. septembra 1975. Člani društva so ljubitelji, ki jih kljub različni izobrazbi in starosti vežeta dobra volja in ljubezen do ljudskega izročila. V otroški, mladinski, vodilni, pevskem sestavu Lila, mlajši veteranski, gočevski in taboraški skupini je vključenih več kot 130 članov. Program društva obsega pesmi in plese slovenskih pokrajin Dolenjske, Bele krajine, Koroške, Štajerske, Prekmurja, Goričkega in Zgornjega Posočja. Njihov osnovni namen je ohranjati ljudsko izročilo v čim manj potvorjeni in na dostojni ravni. Sproščeni aplavzi na nastopih, mnoga priznanja in pohvalne ocene strokovnjakov so nagrada za njihovo vztrajno delo in spodbuda, da še naprej bogatijo svoj repertoar. Torej še en aplavz za folklorno društvo Kres. Naslednja skladba pa zopet potrebuje glas, ki v besedi prosi za pozornost, za predanost in ljubezen. In s čim lahko moški vse to izkaže ženski? Tako, da ji pokloni rože. Lara Šonc. Ko boš prišel, zmeraj prinesi mi rože. Pa naj bo maj, naj bo sanjavi september. Vse jasne dni, vse dolge ure jesenske. Zmeraj naj bo tvoj šopek ruž pred menoj.
veseliš, smejejo tvoje se ruže. Žalosten si, tu mi še pečejo ruže. Saj treba ni, niti besed, niti pisem. Ruže samo, ruže mi vse povedo. Zmeraj prinesi mi ruže. Vsako pomlad nosi pomladne mi ruže. Vsako jesen nosi jesenske mi ruže. Vse, kar bi rad, ruže mi vse povedo. Zmeraj prinesi mi šopek ruž. Ruže, ruže. Tudi takrat, ko boš prišel po slavu. Na jesen leta 1936 Slavku Avseniku ni bilo niti 7 let. So vsi trije Avsenikovi otroci dobili svoje inštrumente. Janez violino, Majda citre, Vilko pa 48 basno, Honarjevo klavirsko harmoniko. Za najmlajšega sina Slavka je zmanjkalo denarja za novo harmoniko. Pa mu je oče kar v Radovljici od ljudskega godca Prešerna kupil staro diatonično harmoniko. Vsi trije starejši so kar žareli od ponosa, da imajo svoje inštrumente. Edino le Slavko se je držal kislo. Kaj pa je narobe? Ga je vprašal Vilko. Jaz že ne bom igral na tole škripačo, je odvrnil Slavko. Ti imaš lepo klavirsko harmoniko, jaz pa tale stari meh. No, pa vseeno ne smemo razjeziti očeta. Dobro veš, da je garal dan in noč samo zato, da bi nam kupil inštrumente. Ti bom pa jaz kdaj svojo posodil. No, Nik Kobal pa je prvo harmoniko dobil pri 5 letih in jo hitro prerastel, kakor tudi naslednji 2. Na jesen leta 2021 Niku ni bilo niti 14 let, pa je v Trebnje iz Železne Kaplje prispela zlatolaska Rutar z Nikovim imenom na trebuščku. Slavko Avsenik je navdihnil mnoge k pisanju skladb za harmoniko in igranju harmonike. Tako je nastala poskočna polka Svingede harmonika. Sledita pa 2 Avsenikovi, Spomin na Cirih in Proti jutru.
Za konec dovolite, da se še zahvalimo našim gostom, folklornemu društvu Kres, Mateju Pekolju, Mihi Recel, Jakobu Hribarju, in ravnateljici glasbene šole Trebnje, gospe Tatjani Mihelčič Gregorčič. No, potem pa iskrena hvala tudi osebju hotela Galaksija za gostoljubje, tehnikom in snemalcem in vam, cenjena publika. Za konec pa 5. Beethovenova simfonija slovenske narodne zabavne glasbe, slovenska bohemska rapsodija, to je Avsenikov pastirček. Miha Recel klarinet, Jakob Hribar trobenta, Aljaž Grandovec kitara, Jani Lipičnik bas kitara, Sara Božič, Lara Šonc in jaz, Hana Gros, ter seveda zvezda večera Nik Kobal. Hvala za obisk in nasvidenje.
Miha Recelj, Jakob Hribar iz glasbene šole Trebnje. Folklorno društvo Kris, Aljaž Grandovec na kitari, Miha, Jakob in za stožice nad enega mlajšega od mene. Bravo, Nik! Roka! Hvala lepa vsem.